Je pa mogoče čisto prilika, da izkoristim, ker sem slišal, da so nekateri ljudje prišli sam za tega, ker iz Bela Cerkev, ali pa mogoče glavni razlog. Moram reči, da iz Bela Cerkev, zakaj bomo obravnavali danes, je povsem po naključju obdelan, ker je popisal iz krajnega glavarstva novo mesto, ki ga imamo na portalu Starost, prebivalstva in je pač Bela Cerkev, pa je tako prišlo, ampak je pa večina teh popisov pa prihaja iz Trebanskega dela, potem nekaj pa še kje drugega. Tako da pride tudi na vrsto novo mesto, kot takšno Kandija Ježerno, ki podobno. Bi pa mogoče to navezal najprej na včerajšnja predavanja. Tukaj, ki se je lahko kolega Valkovic, da bomo nekaj primer, kako se je število starostnikov po drugi svetovni vojni povečevalo glede na takratne statistične podatke. Jaz imam tukaj na primer nekaj iz publikacije od statističnega urada Slovenije. Ne vem, nekakšen način so se te podatke oni dobili, ker to ni pač razloženo, ampak je pa čisto jasno, da če pogledate takole dol, se pravi leta 1869, 1910, za 1931, 37, tako vidite, da je bilo nekako od 5 do 7% se je gibalo ta delež starostnikov, starejših od 65 in več let, v takratnem prebivalstvu in šele v zdajšnjem času je ta zadeva zelo narasla. Če primerjamo to s tem popisom, ki bo predstavljen tudi nadrobno, z Belo Cerkev, je bilo v tem primeru 6,2% tega prebivalstva. So pa kot zanimivost zadeva isto seveda pozorom na ta tipologijo, ki posebno ustreza tipologiji tudi za takratne leta, za večje skupine prebivalstva, na primer, da je določeno mladi v nižji 14 let. To je značilno tudi za takratno avstrijsko obdobje, da se je štelo praktično od 15. leta naprej. Je ta tista prelomnica kot delovno aktivno prebivalstvo. To se pravi 15 do 46 let, v tem našem primeru, stari 65 in več let. Je pa v avstrijskem času, pa tudi kasneje, se pravi, ta 65 leto kot prelomnica je v takratnem času bilo bolj 60 leto. 60 leto se je štelo zelo tipično kot tisti mejni datum. Ne vemo, zakaj, ni nobene obrazitev, mogoče ravno izhaja iz tistih starostnih, kar je tudi kolegica oči piramid, ki se včeraj predstavlja. Pač statistika ima svoje. Določa se lahko seveda, kdo je tisti, ki je starejša oseba na različne načine. Eden od teh je seveda tudi prosto ta, da se določi točen datum, katere leta se naprej šteje, pač v tem primeru se je to štelo. Je pa iz naslednjega zadeva naprej to kar važno, da bomo pa pogledali, kaj to pomeni. Naprimer, ali je bilo tisto 60 leto resno tisto, ki je določila kot starost, kot takšno, ali je bilo to odvisno tudi od kakšnih drugih dejavnikov. Jaz smo rekli, potem za takratne variante je bilo, da je bilo prebivalstvo staro 60 in več let, ko je tisto starejše prebivalstvo. Zdaj, če pogledam nekaj, tudi ena lep prikaz takratnih druženih popisov, kako je bilo to v evropskih državah in je, na primer, Avstrija nekje tukaj, 7,5, Avstrija pomeni spista polovica Habsburške monarhije, Ogrska je tukaj, ampak če pogledamo to za Belo Cerkev, pa je stotiki seveda višji, ker zdaj je to 60 plus let, primerjamo spešno 65 plus let, je to 10,7 in ta odstotek je relativno zelo visok v primerjavi, če pogledamo s Francijo, ki takrat vedno obsodi, ker je relativno nizko mentaliteto. Tako da bi se lahko rekli, a je to kakšna
posebnosti, bi bilo to lahko kakšna statistična napaka ali pa resno mogoče posebno za tistim obdobje, tako da sem potem to zadevo raj preveril in tukaj so neki podatki za, nažalost sem dobil to samo z 1880, tole, 1880, ko so pisni podatki združeni za vsako starost, vsako leto starosti posebej. In tukaj se lepo vidi, da je, na primer, bila v Avstriji takrat 8,3%, potem na Kranskem je izstopila, je bilo višji 10,6% in v tem primeru je Bela Cerkev, tisto, kar je za 1869, posebno na izstopo v primerjavi z ostalo Kranjsko, predvsem pa Ukrajino, Hrvatsko, novo mesto, tipično Ukrajino. No, tukaj sem rekel, ta popis prebivalstva je tudi bil prepisan v okviru našega projekta, različni postopek je bil, dobili smo že od arhiva v Novem mestu, indekse, te se je potem izdelalo, vozilo v naš popis, mislim, ta orodje za prepisovanje historičnih demografskih podatkov, tukaj se dodatno obdelalo, potem se raziskovanje izvozil in potem pride tisto največjo delo, kar je treba vse te variable, ki so tukaj določene, te osnovne, ki se nanašajo na isto, kar je talne, ne bi se zdaj spuščali delegante, jih je treba nekako tako kodirati, da so primerne za nadaljne statistične raziskave. S tem je in pri tem primeru tudi uporabiti skeme, ki bi najbolj ustrezalo z nadaljne obdelave, potem nekoliko več kasneje. No, za tiste, ki ne vedete, da imate samo občutek, kje to je, to so te kraji iz občine, delce, ko govorimo o občini, takratni, se pravi, kraji severovzhodno od Novega mesta, tukaj tisto takle se vidi, koliko je v vsakem kraju bilo število popisanih prebivalcev, naprimer največ je Družinska vas, Bela Cerkev, Glini vrh znotraj, Bela Cerkev Tomaževa vas, to so te največje. In tukaj lepo pridemo do zelo pomembne variante, tudi mogoče dileme, ki se nanaša. Je zadeva razdeljena na posamezne katastrske občine, pač takratna občina Bela Cerkev je imela 3 katastrske občine, Družinska vas, Bela Cerkev vas, in to je potem razdeljeno. Je pa tako, da je v takratnem popisu se je popisovalo vse, naprimer tiste, ki so bili stalno prisotni in ki so bili začasno prisotni. In tiste, ki so bili na povezavi z družine, pa so bili stalno odsotni, ne vse, ki so bili stalno odsotni, ampak tisti, ki so bili povezavi z določenimi družino, pa so bili stalno odsotni, in tisti, ki so bili začasno odsotni. Tukaj se, naprimer, tako se razumije, sem dobite občutek in to bolj zagledati. Prihaja pa tukaj večja dilema. Pri popisih je bilo tako tudi pri prejšnjih izračunih, kar je bilo pač tako, da se je obravnavalo stalno pa začasno prisotne. Je pa seveda za sestavo družin, ki kasneje, ker je to zelo pomembno, je bilo pa tako, da so bile pomembne tudi osebe, ki so bile začasno odsotne samo. Ne dobimo dobre slike, če tega ne upoštevamo. Drugače je z osebami, ki pa so bile stalno odsotne. Tako da sem jaz kasneje, v kasnejših analizih sem upošteval vse, ki so začasno, pa stalno prisotne in tudi začasno odsotne. Nisem pa upošteval seveda te modre, ki so bili stalno odsotni. Bi bilo možno tudi te začasno odsotne stran dati, te zelene, ki jih relativno zelo malo, to verjetno na rok je veliko vplivalo, ampak je pa relativno to metodološki problem, tako da bi res prosil tiste, ki ste mogoče malo kaj delali s te zadevami, da
kasneje za kakšno diskusijo, kakšne predloge, ali je to pomembno, ali ni to pomembno, ker na vse zadnje glede pregled 1150 prebivalcev, kar je tem popisal, je relativno vsem mala populacija in te razlike začasno so tudi ne bojo prišle tako veliko do izraza. Le pa pri večjih izračunih pride to hitro do kakšnih drugačnih izrazov in to stvar, ki bilo treba razčistiti nekaj kasneje. Ok, ko smo rekli, 3 katastrske občine, Družinska vas, Bela Cerkev, Tomažja vas, samo za občutek, da dobite. Tudi samo občutek glede površine, Družinska cerkev, Bela vas, Tomažja vas, število prebivalcev. No, zdaj pa pridemo do glavne zdaj, bolj glavne. Tukaj je lep primer starostne piramide, moški, ženske. In to je za avstrijsko polovico monarhije, spet za leto 1808, tiste podatke, ki sem že prej omenil. In tukaj lahko vidite, je ta zadeva grozno lepa piramida, bolj lepša, ne more biti spol praktično ne vpliva. Ko pogledamo Belo Cerkev, pa pridemo do problema. Kaj se tukaj zgodi? Tukaj se praktično, kjer je, na primer, primerjavi zdaj, ko je veliko več starejših žensk kot moških, je tukaj kar naenkrat več starejših moških kot žensk. Ampak ta stvar je samo stvar malo nizkih kategorij, pa malega populacijskega, kateri je to nastala, ne? Ker če se pogledali, praktično bili starejši od 60 let od tukaj. In je tukaj, na primer, tudi več žensk kot moški in se potem kasneje zadeva zgrana, zato je bilo bolj pravilno, da se pogleda tale kasnejši zadevo, ki pa je za politično krajino mesto. Tukaj pa je zadeva nečem bolj podobna tej situaciji, kar je za celotno Avstrijo. Se pravi, da spol kakšne variante vleče kot samo spol kot ta kategorija, nima večjega vpliva na pri sami starostnih izračunje. Mapa, seveda določeno, in to je tisti kar podarek, glede na število žensk. Sem rekel, mapa zelo veliki vpliv glede različnih socialnega statusa. Tukaj je bilo tudi glede statističnih načinov zbiranja statističnih podatkov. Še primerjava. Naprimer, da vidite za današnjo leto 2016, koliko je veliko več žensk v starejših starostnih skupinah, kakor pa moških. Evo. In ena od teh zadev, kar je zelo pomembna in se da izračunati, je stan, družinski stan. Jaz sem dodal še eno kategorijo od starosti od 50 do 55 let, ker sem nekako štel, da je to ena prehodna varianta na COVID. Tako dobra je zadeva, da se primerja, da se vidi. Ko sem v začetku govoril, ni stvar takšna, da bi starost ni bila pogojena samo z določenim letom, kar je statistično, ampak je bilo pogojeno širše družbene. Bila je pogojena glede družinskega, vdovskega zadeva, bila je gledena glede zmožnosti ali nezmožnosti dela in podobnih zadev. In te kategorije so veliko bolj časovno širše in jih ni mogoče določiti samo z enim prelomnim letom. In glavna poanta pri teh starejših, raziskava starejših govorcev je to, kaj se zgodi, če ni teh pokojninskih sistemov, ni sistemov, ki bi točno po določenem letu vodili ljudi tudi glede njihovega delovnega poslovanja in s tem tudi določen status starostnikov. Kar seveda pomeni, da se morajo biti ljudje dlje časa fizično delovno aktivni. No in tukaj se lepo vidi, da naprimer mapa je spol eno določeno poanjo, ko sem prej rekel, glede števila moških pa žensk ne, mapa glede števila ovdovej. Se pravi, pri ženskah, če se tako glede, se 99, sploh pa takole, je bila velika večja verjetnost, da so bile, ko so bile starejše, so bile tudi vdove, v primerjavi z moškimi.
so pa te zadeve zelo očitne. Iz tega stališča imamo tudi v družinah zelo veliko vdov, ki so živele znotraj širše družine in so jih na ta način posneje sledovali. Ali so one sledovali zraven gospodinstva ali nekaj drugo vprašanje. Druga varianta je, na kategoriji, ki se da izračunati, je število članov v gospodinstvu. Tukaj se pogleda spet z rdečo je tiste starejši od 60 let, se pravi vsa gospodinstva, ki so imela vsaj enega člana starega 60 in več let, ali pa v primerjavi z vsemi gospodinstvi. In se tukaj lepo vidi, da je bilo veliko večja verjetnost, da so bili tako 3, 4 in 5 članske družine, ki so imele tudi starejše ljudi ali pa tudi enočlanske, tukaj pa primerjavi z veččlanskimi družinami. Pridemo pa tukaj, seveda, če te podatke v povprečju damo, je na primer število oseb po gospodinstvu za gospodinstva, je povprečje 4,47 primerjavi s tistimi starejšimi člani, ki je 4,13, ampak mediana pri tem je praktično ista, 4 člane družin, tako da mi iz tega stališča ne moramo reči, da bi starostniki živeli v kakšnih več ali manj članskih družinah primerjavi z ostalim prebivalstvom. Razlike so relativno zelo male, so določeni trendi, ampak zelo male. Je pa tole pomembno. Se pravi, da je v družinah, kjer je tudi ljudje starejši 60 let, so bili tudi zelo veliko, pogosto tudi celo še vedno glave družine, se pravi družinski poglavarji. V 60% teh primerov je bilo to še vedno. Ta procent seveda kasneje pada, tukaj se z leti podobi po 60 letih, če je tam do 80 leta, 75 je to dosti nižje, ampak je pa to še vedno se vidi, da so bili ljudje tudi po 60 letu še tudi vedno statusno aktivni. Hkrati se pa tukaj še tem primerna varianta je, da so živeli relativno te male družine, da je bila v teh družinah starejšimi ljudmi 1/3 članov starejše. Ok, zdaj pa pridemo do enega varianta, ki, da smo rekli, je treba določene sheme narediti, ki bi pomagale pri razumevanju vseh teh podatkov. Jaz sem vzel tukaj eno schemo za modernejše variante, nekje Lesoto je naredila pred že 10 leti nazaj, za zaračunavanje teh življenjskih razmer starostnikov po različnih državah, kot Vietnama, Mehike, Združenih držav in evropskih držav. In tukaj mi najbolj všeč ta način razmišljanja, da se računa, da prideš najboljše rezultate, če računaš, ali je bil starejša oseba sam, ali je bil samo skupaj še z zakoncem. Če je bil poročen, ali mislim, če je bil zakoncem, da sta ga zakonca sam. Tukaj je, če je imel poročene otroke in je živel skupaj z njimi, se ga je štelo semne. Če ni imel poročenih otrok in je imel neporočene otroke, se ga je štelo semne. Če ni imel nobenih otrok, imel pa ostale sorodnike, se ga je štelo semne. Če pa ni imel niti teh, niti sorodnikov, se ga pa štelo skupaj z nesorodniki. Zelo lepa, pride zelo lepi podatki, ker se vidi, da je bilo relativno zelo malo starejših ljudi, ki so živeli sami ali pa samo skupaj z zakoncem. Ta današnjih časih je trend seveda čisto drugačen, gre v drugo smer. In, naprimer, ta statistika je lepo pokazala, naprimer, tisto varianto, naprimer, starejšimi družbami, drugačnih družbenih razmer. Naprimer, te podatke nekako zelo dobro kažejo podobno sliko, kot naprimer v današnji, Kolumbiji, primerjavi z evropskimi državami. Kot primer, se pravi, družbena sestava.
Ena druga možnost je tudi, da se določa, da se živela to na iste kategorije ostanejo, mama pa, da je živela skupaj z otroki, pa da so želi skupaj s potomci. Tukaj je narejena tudi ena raziskava, ki je delana z cenzusem iz 19. stoletja, druge polovice, za Združene države, za skandinavske države, Veliko Britanijo, in v tem primeru so te podatki zelo ustrezajo severnoameriškim podatkom, veliko bolj, kot pa za Veliko Britanijo in Skandinavijo, kot tle primer, sem te primerjal. Okay. Pri statističnem podaljševanju, bom to razpustil, je bilo tudi zelo pomembno, da so starejše osebe, ki so živele same v gospodinstvu, jih je polovica živela sama v hišah, to je pomembno za potomniško okolje, da so živeli tudi sami v hišah, niso bili sami v gospodinstvu, ampak polovica jih je pa živela v hišah, kjer je bilo več gospodinstv, se pravi, da so bili tudi nekdo, ki bi lahko skrbel za njih, če bi bilo potrebno. Ponovadi je bilo to spet neko sorodstvo. Ni bi pa to določeno s tem, da bi se rekli, preložitkari so bili te, ki so imeli posebno osobo ali pa ne. To je bilo zelo odvisno tudi od samega poklica. Se pravi, da so bili lahko ali preložitkari in posestniki, se pravi, bili dobro stoječi, ki so imeli tudi poskrbljeno prihodnost, lahko so bili pa to starejši, ki so bili mlinarji in berači, so živeli skupaj kot praktično kot berači ali pa mlinarji, ki so hodili še vedno tudi do 80. leta kam drugam delati. Zato sem pošteval še poklice, da sem pa razporedil po eni skemi, ki se reče za historično specifikacijo poklicov, podobno tako je ta North Population Project. In tukaj so različne kategorije, ne bi šlo zdaj bolj na drobno o njih, ampak je pa razvidno, da poklici so verjetno večinoma vsi seveda kmetijstvo, velika večina. Je pa bolj pomenilo, da se tukaj lahko vidi, če primerjamo tale rezultate, da je z starostjo naraščala in to precej verjetnost, da bojo ljudje namesto na polju kot kmečki delavci delali kot v družinah, v hišah. Druga verjetnost je, da, ker se da pri klasifikacije tudi lahko razporediti prebivalstvo v kmete, se pravi kmete, to ne pomeni samo tiste kmete, ki so bili lastniki kmetij, ampak tudi tiste, ki so bili lahko zakupniki, ali ki so bili praktično vodilno osebe, ali pa kmečki delavci. V tem primeru se tudi lahko vidi, da je z leti naraščalo število, čim bolj starejši si bil, tem večja je bila verjetnost, da nisi bil kmečki delavec, primerjavo z prejšnjimi življenjskimi obdobji. Če se vrnemo nazaj, je ta zadeva tudi povezana s tem, da ni bilo, da je takrat tudi čezdali večjo verjetnost, da takrat sploh nisi imel več določenega poklica. Če recimo v prejšnjem obdobju 50-59 let je bilo to zelo malo ljudi, ki ni imelo določenega poklica. Kasneje je bilo vedno več, se pravi, tudi te zadeve so še nekako odvisne. In še zadnja varianta, še ena stvar, ki gre v možnosti te zadeve pri izračunavanju, je, da, če se pogleda spet nekaj skema za status določenje, se pravi, ni poklic, ki določa status kot posebna kategorija, ampak je poklic in zaradi tega status tega poklica. Se pravi, si lahko kmet, hkrati si pa upokojen. V tem primeru so to preužitkarji. Ali pa si brez poklica, hkrati si pa reven. V tem primeru so to berači, čisto po domači povedano. In z leti je seveda število upokojenih naraščalo, čeprav je bilo relativno zelo malo preužitkarjev, če se tako pogleda, je jih vseeno naraščalo. In je s tem ustrezno opadalo število kot lastnikov, tudi posebej določeno lastnikov stanovanj, podobno kot določen status. Kar še zaključimo,
Vse te scheme so neke vrste poskus, da bi probali iz enega mikropodatkov, iz enega cenzusa, dobiti čim bolj natančno sliko, da se vidi, na kakšen način so starejši ljudje v družbi, ki ni imela urejenega sistema za pokojninskega sistema, urejenega sistema za kakšno pomoč za starejše osebe, ampak je bilo to odvisno v prvi vrsti od družinskih razmer, v katerih so živeli določeni posamezniki, v kakšen način se je v takratni kmečki družbi na Dolenjskem ta starostna oskrba odvijala lahko preko družine. Kar se potegne, je bilo to, da nekako se je večinoma je bilo poskrbeno statistično delo v okviru družin in tisto, in še zadnje vremena so tudi to, da tudi tisto, kar ni bilo poskrbljeno, se pravi, da so ljudje živeli sami, je bilo to tako določeno, da je se lahko domneva, da je bilo pa kje v vasi, pa kje v okolici, tudi kakšne družine, ki so, ker so zadnji ljudje, ki so živeli sami in so bili stari 75 let in so bili zapisani kot mlinarji, so verjetno nekje vse neki